Spoštovani gospe in gospodje, danes sem v skladu z tradicijo in običaji sprejel na neformalni pogovor zmagovalca državnozborskih volitev, predsednika Gibanja Svoboda, dr. Roberta Goloba. Čestital sem mu za zmago in sem mu priporočil za najno dobro sodelovanje. Z dr. Golobom, najverjetnejšim mandatarjem za sestavljanje nove slovenske vlade, so se pogovorila zlasti o postopkih pri oblikovanju vlade in najnih vlogi in pristojnosti. Tudi glede tega sem mu zagotovil polno sodelovanje, zlasti v njegovi želji, da bi vlado oblikovalo čim prej kot gotove zgodbe. V tem smislu sva se podrobno seznanila z vsemi nadaljnjimi koraki, ki so potrebni do oblikovanja vlade. Običajno je potreben čas za sestavo vlade približno 2 meseca. Če bi vse teklo vlade in brez zapletov, bi morda novo slovensko vlado lahko v tem primeru letos dobili že v začetku meseca. Dr. Goloba sem opustil o mojih primerih, glede mojih ravnanj v skladu za pristojnost. Naj se znanimo, da se isto tudi vas. Takoj ko dobim poročilo Državne volilne komisije, bom podpisal ukaz o sklicu konstitutivne seje Državnega zbora. Pričakujem, da bom podpisal ukaz o sklicu konstitutivne seje Državnega zbora konec prihodnjega tedna, kar bi omogočilo sklic konstitutivne seje najverjetneje 13. ali okrog 13. maja letos. Ko me bo novo izvoljena predsednica ali predsednik Državnega zbora opustil, da so konstituirane tudi poslanske skupine, sem z njimi, da skladno kot narekuje ustava, posvetoval o predlogu za mandatarja. Najverjetneje se bo to zgodilo v dnevu okrog 23. maja, če se bo državni zbor konstituiral brez zapletov in se bodo poslanske skupine oblikovali hitro, morda kakšen naprej. V zvezi s tem me je dr. Golob danes obvestil, da bom prejel predlog s potrebnim številom podpisov poslank in poslancev za njegovo izvolitev. To pa mi omogoča, da lahko takoj, brez dvomov ugodim voljo Državnega zbora in pošljem v Državni zbor predlog kandidata za predsednika vlade. Torej, v tem času ne bo potrebno izkoristiti sicer omogočenih 30 dni za razmišljanje in ugotavljanje potrebnih političnih rešitev. To, da se je strinjal s tem, da dobim podpise in omogočam, da še tisti dan, ko to dobim in počam posvetovanje s poslanskimi skupinami, verjetno to posvetovanje traja en dan, veste, bom to lahko postavil 6. Tu se moje pristojnosti glede oblikovanja vlade zaključijo. Na osnovi predpisov in dosedanjih praks lahko ugotovim, da bi še enkrat, če vse teklo vlade in nemoteno, vlada tudi v začetku junija, približno Poštovani gospe in gospodje, kot rečeno sem dr. Golobu, zelo verjetnim novim predsedniku vlade
vlade izrazil željo in pripravljenost za najbolj sodelovanje. Z moje strani bo od tega sodelovanja deležen koliko bo predsednik vlade želel. Tako kot sem ravnal z vsemi predsedniki in predsednico vlade v svetu. Kot sem v teh 10 letih večkrat povedal, kot predsednik Republike vlad niti ne podpira, niti ne podpira, s njimi sodeluje. Tako bom sodeloval tudi z vlado, ki jo pričakoval na dr. Z dr. Golobom sva izrazila vzajemno pripravljenost za tvorno sodelovanje v korist države in njene. Vlada dr. Goloba bo 6. vlada, s katero bom v mojih 5 mandatih predsednika Republike sodeloval. Moje sodelovanje z vladami je bilo in bo do konca tega leta osnovano na istih velikih kriterijih, ne glede na to, kdo je vodil vlado in kakšna je bila politika. S tem se sicer ne strinjajo vsi, vendar pa se mi zdi velika večina ljudi to sprejema za dostojno vlogo predsednika Republike v duhu naših ustavnih oblasti. In naposled, dr. Golob, torej 6. predsednik, 6. vlade v mojih 5 mandatih, s katerim bom sodeloval. Ponosen sem, da smo uspeli vsakič popraviti miren in vlade prenosa oblasti. Poleg tega bi rad posebej poudaril, kako zelo pomembno je, da ljudje zaupajo v demokracijo kot sistem, ki jim omogoča izbiro različnih vlad in oblasti in njihovo menjavo, tako kot se oni odločijo. To je zelo pomembno spričevalo demokratične zrelosti naše države. Iz primerov celo v tradicionalno bolj zrelih demokracijah, tako vidimo, da to niti ni tako zadostavno. Na koncu, dr. Golob, še enkrat čestitam za zmago. Želim mu hitro in uspešno oblikovanje nove vlade. Želim mu, da jo vodi uspešno, da mu to delo čeprav težko, tudi neko zadoščenje, da izpolni visoka pričakovanja ljudi, tudi tisti, ki ga niso, politiki, ker se priporočamo tako na sodelovanje. Posebej na Hvala, predsednik Pahor. Lep pozdrav vsem, tam v komediji, v javnosti. Iz moje strani sem prvič tokrat živo izven karantene. In na celo izkoristil priložnosti se ponovno zahvalil vsem volitvim aktivistom za tako množično udeležbo na volitvah najprej, potem pa tudi za množično podporo naše politične svobode. Zavedamo se odgovornosti, ki ste vam vsem naložili in jo ponižno sprejemamo. Prepričan sem, da bomo pričakovanja počasi začeli izpolnjevati in v 2 mandatih in bomo izpolnili nešto, ki danes umljamo. Jaz sem to definitivno prepričan. Ne samo zato, ker smo v težkih časih, ampak zato, ker je trenutna država v enkratni situaciji, zaradi zunanjih okoliščin, mora izpeljati notranje reforme, ne samo zdravstvenega sistema, ampak večine družbenih podsistemov in gospodarstva. Je ravno ta točka v zgodovini, ki se sovpada z vašo množično udeležbo in množično podporo in v resnici dokaz, da so vsi vi skupaj z nami zavedali tega zgodovinskega trenutka, prelomnega trenutka in bomo lahko skupaj z vami, tako s civilno družbo kot ostalimi strankami in tudi s državljanami in državljani, so oblikovali nov družbeni dogovor in so oblikovali novo podobo Slovenije za naslednje desetletje. Predsedniku Pahorju sem hvaležen za današnji razgovor. Hvaležen sem za razumevanje tega, da si želimo reformirati vlado čim prej, čim manj zapreti, kot se vladami. Definitivno si želimo, da je vlada operativna pred počitnicami, zato se pripravimo na jesen, se pripravimo na to, če se COVID korona pojavi jeseni in da se pripravimo na dejansko trenutno. Vsak teden, ki vam je bil več, iz tega razgovora nam bo vse skupaj zelo koristno. Še enkrat, hvaležen sem, da je predsednik to razumel, popolnosti in glede na jasen rezultat, bomo lahko tudi, ko se zelo ustrezno učinkovito z javnim speljali.
Če nam to uspe, potem bi res lahko v polovice junija imeli operativno vlado, s katero bi takoj naslovili najbolj akutne probleme. Tam sem predsednik Bakorju, ki je eden naših najbolj izkušenih politikov, ker je dal vse vloge, da skozi svoje politične karieri, pa ne tudi za nasvete in za pripravljenost na tej poti, do konca svojega mandata pomaga, katerikoli način bo pač nujno oziroma potrebno. Da, še sveda hvala. Prav, z predsednikom Gibanja Svoboda, najverjetnejših mandatarjev, so se odločila, da bova verjetno za naslednjo odgovarjala na vaše vprašanje. Razumeva, da je zelo veliko zlasti, ker je to njegov prvi nastop, ko se je vrnil iz karantene. Seveda je mala in vam da možnost, če bi pa ocenil, ker da je mogoče kakšno vprašanje tako, da lahko govori nam tudi kasneje, zaradi tega ne bo javnost prikrajšala s kakšne informacije. Se bo pa zahvalil za samo začeli bomo z tem, da ima vsaka priložnost postaviti vprašanje. Prosim. Gregor Gnoš, TV Slovenija. Gospod Golob, predsednik Pahor po tem srečanju potuje v Zagreb na pogovor s predsednikom Hrvaškim. Pa me zanima, kakšna bo vaša politika do Hrvaške, ustrajanje pri šengenskem režimu, skratka pri arbitražni odločbi, boste nadaljevali morda podobno politiko do Hrvaške kot sedanja vlada. Vemo, da na Hrvaškem nekako sedaj vlada niko nelagodje. Ena stvar, ki je lahko zelo otepljivi, da ne bomo delali kot sedanja vlada. Mi bomo solirali, najprej ne bo stvarjeno sebe, bo stvar ne samo vlada, ampak tudi širše, ako se za državno drugo, zelo koalicije. Zato je danes prevlani, da bo kakšna predsednika bo, zato pa arbitražno se zato postaja trdno sigurno, katerega ne naravno na tem počinstvu. Prav, naprej. Metka Marko. Prosim, spomaj. Vprašanje na gospodu Novaka, ker ste se neformalno sestali tudi s predsednico SD-ja, Danko Milona, da poveste, kakšni vaje prvi neki dogovor, kakšno imate časovnico. To, vprašniki, pred volitvami ste napovedovali, da boste po volitvah razkrili nekatere ključne člane ekipe, recimo kandidata za finančnega ministra, pa me zanima, ali lahko karkoli še v zvezi s tem poveste. Najprej, prvo vprašanje drži, sestala sva s predsednico SD-ja, dobila sva, da imamo zelo sličnih točk in da je časovnica, ki je naravno kar predstavljena izvedljiva. Kar pomeni, ne ocenjujemo, saj ne dovolj med nami in SD-jem, da bi obstajala neka velika potreba, pa razhajanje, da nekatere ideje ambiciozne časovnice, da imamo vlado v polovici junija ne izpolnjeno. Da verjamem, da bomo prišli do dogovora, pravi dogovori koalicijski stečejo prihodnji teden. Danes je tudi bolno neformalno, po tem, kar smo se danes pogovarjali, se obstaja zelo dobro, tudi osebni, pa tudi sicer med strankama in med predsednikom. Ne, tudi eden od dogovorov tega istega sestanka je bil, da se bo kandidati ne pogovarjamo preko medijev, ampak da se jih izmenjamo v neposredni komunikaciji. Hvala. Miha Orešnik, ena lepo pozdravljeni. Gospod Golob, glede na to, da ste napovedali, da boste v vlado skušali nekako sprejeti tudi strokovne kadre strank, ki v parlament niso prišle, to velja zlasti za LMŠ in SAB, torej članici bivše koalicije KUL, tudi Vesno ste omenili še koga. Zanima me, ali je možnost, da zasedajo tudi kakšne najvišje, torej ministerske položaje, ali je možno, da Marjan Šarec, Alenka Bratušek pač zasedajo ta tudi kakšen ministerski položaj, seveda najbrž potem iz kvote vaše stranke, ali ostaja samo možnost recimo državnih sekretarjev ali kakšnih potem tudi nižjih funkcij. Hvala lepa. Najprej bi povedal, da je seveda prvo moramo posebno dogovor s koalicijskimi strankami, tem primeru SD in Levico. Na tej točki, da bo dosežen, se odpre prostor, zato predstavljamo vprašanje. V tem trenutku ne bi izključeval ničesar, je pa še vprašanje, koliko prostora bo prav to. Najbolj pomembno pa predvsem skupaj je, da ne nameravamo odpirati prostora za politične kadre, ampak za strokovne kadre. Jaz mislim, da tukaj mora biti distinkcija zelo jasna. Ne, da bi se čeval, da je katero predsednikov ni dovolj strokovno, ravno tako,
ključni kriterij pri tem, da bomo mesta, ki pripadajo Gibanju Svoboda, zapolnjevali z ljudmi, ki niso iz Gibanja Svoboda, je njihova strokovnost in njihovo znanje. Mi smo odprti za kandidate iz katerekoli stranke, ki deli z nami iste vrednote in izpolnjuje strokovnostni kriterij. In odprti smo tudi za kandidate civilne družbe. Ni potrebe, da je strokovnjak član katerekoli stranke. Sam sem bil državni sekretar v teh vladah pokojnega dr. Drnovška in nisem bil nikoli član LDS, čeprav so to pripisovali. Pa sem bil v njihovih vlogih. Esta? Pozdravljeni na Raški Čestra, mogoče še za vas. Gospod Pavle, tudi zvedeti današnji ministrom na Vaškem in na področju zunanje politike. Kaj pričakujete od naslednje vlade? Pričakujete, da bo vodila drugačno zunanje politiko kot zdaj? In pa, če se lahko malo komentirate rezultat volitev, glede na to, da je parlamentarni prag pristopilo zgolj 5 strani, pričakujete, da je to podlaga za bolj stabilno vlado in bolj stabilne razmere na političnem paketu? Najprej, glede prve vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na zunanjo politiko. Glede, vsi, predsednik republike, vlada, predsednik vlade, ministri, so pri uresničevanju zunanje politike dolžni spoštovati strategijo zunanje politike. Strategija zunanje politike je določena s krovnim dokumentom in znotraj tega konteksta okvira se morda za kakšnim poudarkom več ali manj uveljavljajo interesi Slovenije v mednarodni skupnosti. V zadnjem mandatu smo morda lahko videli v odnosu na prejšnje vlade nekaj drugačnih poudarkov, vendar sem šel, da je šlo za pravzaprav uveljavljanje približno podobnih strateških ciljev. Dostikrat se je govorilo o razliki med tem, ali je Slovenija bolj pripada jedrni Evropi, ki se dobro spomnite, da od podpisa 2 pomembnih dokumentov za Francijo in Nemčijo, v času moje vlade smo pogosto govorili o francosko-nemškem vladu in naši želji, da smo tesni sodelavci in zavezniki z temi državami. Je bilo potem mogoče nekaj več poudarka na sodelovanju z Višegrajsko skupino, kar je pa tudi v okviru strategije zunanje politike. Skratka, vlada ima in tudi mora imeti neko avtonomijo pri tem, da znotraj določene strategije kakšni od usmeritev daje večji ali manjši poudarek. To je avtonomija, ki si jo vlada mora privoščiti in mi moramo zato imeti neko razumevanje. Tudi na področju zunanje varnostne politike, čeprav pa morda bistveno manj, imajo vlade neke prioritete in koliko so te skladne z sprejetimi krovnimi dokumenti, jih moramo zadometi, tudi če se z njimi vse ne strinjamo. Drugače pa mislim, to bi rad povedal, da je Slovenija v tem mandatu od leta 2018 do 2022 v mandatu državnega zbora vendarle storila nekaj zunanje političnih potez in uspehov, ki jih prej morda nismo videli in se velja obema predsednikoma, obema vladama zahvaliti, da je bilo to mogoče. Rad bi še enkrat povedal, da imamo najboljše odnose z vsemi 4 sosednjimi državami hkrati. Mislim, da koliko poznam zunanje politične prioritete dr. Goloba in Gibanja Svoboda, želimo poudariti to proevropsko usmeritev, naklonjeno s vrednotami, ki utemeljujejo Evropsko unijo. Zato se mi zdi, da omogoča vladi, ki je obokmanj prevzel, neko nadaljevanje, hkrati pa seveda tudi neke poudarke, ki jih je sam že dal pri zunanji politiki, za katere meni, da so v interesu naše države. Drugo vprašanje zadeva moj komentar o volitev. Spomnite se mojega nastopa o podpisu odloka. Morda bi spomnil samo na nekaj poudarkov. Želel sem si, da bi bilo sporočilo volivcev, ki bi se bolj množično udeležili volitev in to se je zgodilo jasno. Sporočilo je bilo jasno. Mislim, da so volivci s svojimi preferencami pravzaprav takoj po razglasitvi rezultatov povedali, kakšno vlado so pravzaprav izvolili. Zato tudi ne pričakujemo zapleto pri njenem imenovanju. Drugič, mislim, da so volivci želeli spremembo. Mislim, da je veliko pri
prispevala njihova želja, da bi bila morda oblika našega pogovarjanja, izmenjave stališč, tudi političnega tveganja, da bi vse to potekalo na en ljuden način, da bi bilo to storjeno na iztrben način. Ni problem, se mi zdi, da pri ogromni večini ljudi, da imamo različne stališče. Po 30 letih demokracije razumemo, da smo vsi različni in da je ravno to namen demokracije, da to izpovemo svobodo, spoštljivo. In da potem poslušamo iskati neke za večino sprejemljive kompromise. Obojega je dobro, in spoštljive govorice in želje, da se poišče s sodelovanjem nekih kompromis, ki bi bil skupno dobro. In upam, želim si, da bi se glede tega naredil nekaj koraka naprej. Mandat je torej jasen, vlada pa malo potrjena. Dr. Golob se tega nisem rekel izrecno, pozna pa moje stališče. Čeprav bo vlada nosila tako rekoč vso odgovornost za vodenje vlade. Vendar ga vodi državo in se bo dostikrat morala truditi, da dobi za kakšne stvari tudi razumevanje, vsaj če ne podporo opozicije. V tem smislu sem vedno bil zagovornik nekega elementarnega sodelovanja med koalicijo in opozicijo. Ne mislim, da je treba biti neiskreno odprt za to, če take politične volje ni, ampak mislim, da je pomemben nek elementarni konsens, da je sodelovanje v vse in da kompromisi niso znak šibkosti, ampak znak moči. Ker bo imel vlado, ki bo zelo trdna, se mi zdi, da, to je seveda moje mnenje, bi bilo sodelovanje za opozicijo, če bo ta izkazovala isti interes. To mora biti vzeti. Da se bo to predstavljalo. Tudi za opozicijo si mislim, da bi bilo to. To so moja sporočila, ki imam. Ne rečem eno stvar. Slovenija je mirna in varna država. Ima ugled v mednarodni skupnosti. Imamo tudi zaradi uspešnih ukrepov te vlade v času COVID-a in začetka vojne v Ukrajini. Obetavne gospodarske rezultate, ta izhod iz situacije v COVID-u je bil po mojem mnenju predvsem uspešen. Seveda pa imamo v zvezi z nadaljevanjem te situacije nekaj skrbi. Vendar je zapuščina prejšnje vlade taka, da lahko neki pametni strateški politiki Slovenija te skrbi odpravila prek naših skupnih stremljenj. Bo pa zato potrebno tudi nekaj sodelovanja. Predsednik Pahor danes torej kot omenjeno odhajate na obisk na Hrvaško, kar pomeni, da se državne proslave ne boste udeležili, ali je to zaradi same lokacije proslave. Slišali smo, da naj bi bilo kar nekaj nesoglasij in pa za vas, gospod Golob, kakšni so vaši nadaljni koraki zdaj v prihodnjih dneh, ali ste morda dogovorjeni že za kakšen sestanek z katero od izven parlamentarnih strank? Potem, ko sem se prejšnji teden sestavil z predsednikom Vučićem, to sva z predsednikom Milanovićem sklenila že prej, sva načrtovala srečanje, ker je potrebno nekaj dogovor, zadnje sta se odločili procesa v juniju, smo že praktično v začetku maja, govorimo odločitev sklicev naslednjega srečanja voditeljev te iniciative. Tako da je bilo to najno srečanje predvideno v zelo kratkem času. Predtem gremo pa četrtek k nemškemu predsedniku Steinmeieru na delovni posvet, sem ocenil, da bi bilo koristno, če se srečam z predsednikom Milanovićem. Tako so se tudi dogovorila, v zadnjih nekaj dneh se odhajam na delovni posvet v Zagreb. To je moj odgovor na vaše vprašanje. Če je predsednik v državi, pa mora iti na državno proslavo, to sem rekel tudi na sestanku veteranskih organizacij, ki smo ga imeli prejšnji teden, so rekli, da ne zaradi mojih pripomb na to proslavo tega ne storim, rekel sem, če je predsednik države, to sem vedno storil, mora biti na državni proslavi in bi bil tudi na tej, ne glede na to, da nisem čisto po mojih željah, ampak bi poštevil odločitev, ki jo je storila vlada. To, da nisem danes na proslavi, je dejstvo, da sem tudi na delovni pogovor, ki bi ga rad pravil, da je moj srečen. Najprej sem se seveda
predvsem pa ne očita finančne, ampak da umirno razmislimo sami pri sebi, kako naprej, to zastavljamo. Ja, želi še kdo vprašanje? Se upravičujem. Gospod Golob, ena vaših obljub v predvolilni kampanji je bila, da boste takoj po nastopu začetku vlade umaknili žico z južne meje. Me zanima, kako boste zdaj to izvedli in pa ali nameravate kakorkoli reorganizirati število ministrstev. Vemo, nekatera nameravate združevati, ali ostaja število morda podobno. To je natančno na tistih točkih, kako neče razlike. Govori zdaj o zakonu o znakih in številu ministrstev. Seveda je to spet samo policijska govora, da se ne zvodi zagovori. Kar se pozicije tiče, preko bomo imeli vlado, preko tem postopi, oziroma če odloči, da je postopek izvedel izvajal za tega zelo kompliciran, bomo razmislili, potem ali lahko upravimo kakšne dane državne, da potem vladajo, da nismo dobro vezani na sistem javnega naročanja ali da celo podobne. Če kakšno vprašanje? Dobar, še. Ja, prosim. Metka, zadnje, res. Se slišimo. Mene pa samo zanima, kaj pravite na ta poziv, oziroma to nekako ugotovitev ali priporočilo predsednika Pahorja glede sodelovanja z opozicijo. Če lahko morda še malo bolj dodatno razložite, kako boste k temu pristopali. Jaz upoštevam vsako priporočilo, da prišli več več. Sam sem pa povedal, da vidim priložnost na projektem, oziroma programskem nivoju, obstajajo nekateri izzivi, ki jih rabimo nasloviti v tem mandatu, ki bojo zahtevali ostalo večino in to avtomatsko pomeni odgovarjanje za opozicijo. Zagotovo pa ne vidim potrebe v tem trenutku. Najprej se moramo operativno sposobiti, vzpostaviti vlado, izpeljati te nujne potrebe čez poletje, potem se pa lahko na jesen začnemo pogovarjati o tako imenovanih državotvornih programih oziroma projektih in vzpostavljamo kontaktne institucije. Prav, ste zaključili, ne da če več naprej. Hvala. Hvala lepa.